Gala. Nika. Nika. Elma. Nasta. Sebastian. Daniel. Ne zavedamo se zaradi tega, ker velikokrat naravo uničujemo, pa posegamo veliko v naravo. In pol včasih to izgleda, kot da nam narava nekako vrača. Jaz mislim, da se ne zavedamo, ker mi recimo ne vemo, kako bi bilo nam, če bi izgubili streho nad glavo in tako kot tisti, ko so preživeli to nesrečo. In mi delamo tako paniko, recimo, če zmanjka že elektrike in se sploh ne zavedamo, kako bi bilo, če ne bi imeli strehe nad glavo. Jaz mislim, da se ne zavedamo, kaj lahko narava z nami tudi zgodi, ker jo ne upoštevamo, je še zmeraj uničujemo okolje. Ja, jaz tudi mislim, da se ne zavedamo, kakšno moč ima narava, ker nekateri ljudje še vedno ne znajo ločevati odpadkov. Poleg tega ustvarjamo vsi skupaj toplo gredo in smo v bistvu tudi sami malo krivi za vsa ta neurja pa naravne nesreče. Jaz tudi mislim, da si še znamo pomagati, ker ljudje zelo hitro stopijo skupaj, ko se naredijo kakšne naravne nesreče. Imajo tudi veliko dobrodelnih organizacij pa zbirališč za take nujne potrebščine, ko jih potrebujemo za življenje, tudi hrano, oblačila, pa tudi se je pokazalo recimo v Bosni pa Srbiji, ko so bile poplave, smo zelo pomagali, tudi Slovenci in še druge države, ker smo zelo zbirali. Mislim, da v takih situacijah znamo ljudje stopiti skupaj, ker si predstavljamo, kako bi bilo nam, če bi se nam to zgodilo in zato smo še toliko bolj dobrodelni in pomagamo tistim, ki se jim je to zgodilo. Ja, glede na to, da smo za te poplave, ki so bile zdajle v Bosni in Srbiji, darovali 650 ton pomoči, nekdo je celo podaril harmoniko neki punci in mislim, da v takih primerih znamo zelo pomagati in smo velikodušni, ker dobro vemo, da so drugi odvisni od naše pomoči. Ja, jaz mislim, da znamo pomagati, pa da pomagamo kolikor le lahko. Zato, ker tudi nekdo, ki že prej nima nič, težko da pa lahko nekakšno moralno podporo.